Zlati kraljevič. Na bregu reke Rabe je v skromni hišici živelo dekle, ki ji je bilo ime Ilonka. Njen oče je že zdavnaj odšel po svetu za kruhom in se ni nikoli več vrnil. Z materjo sta nabirali zdravilne zeli, jih sušili na podstrešju in prodajali na mestni tržnici. Tako sta se nekako preživljali in čez leto zmeraj prihranili dovolj denarja, da sta lahko preživeli zimo. V hudih časih jima je priskočil na pomoč tudi Kalman. Bil je to fant, ki je živel v skromni hišici na desnem bregu reke Rabe in se preživljal z ribolovom. Prinašal jima je postrvi, ki jih je lovil v svoje iz vrbja spletene košare. Včasih, ob nedeljah, pa ju je pogostil celo s potočnimi raki, ki jih je imela Ilonka najraje. Zgodilo se je potem, da je šlo dekle že ob svitu v poljano nabirat zeli in se ni vrnilo ob uri, ki je bila v navadi. Mati jo je iskala vse do poldneva in jo zaman klicala v širni ravnici. Nato so jo šli iskat tudi drugi. Obhodili so polja, prebredli močvirja in preiskali reko, a Ilonke ni bilo nikjer. Iskali so jo vso noč in še naslednji dan, a še zmeraj je bilo vse tako, kot bi se bila v zemljo ugreznila. Nihče je ni več videl in nihče ni slišal ničesar, kar bi lahko njeno izginotje kakorkoli pojasnilo. Kalman je taval po gostirjih in lazih še tretji dan, ko so vsi drugi že pomalem obupali. Z Ilonko sta ob reki skupaj preživela otroštvo in tudi še sedaj sta se rada videla. Vedel je, da ne bi nikoli odšla brez slovesa, zato je bil prepričan, da se ji je zgodilo nekaj hudega. Napotil se je po edini poti, ki je vodila proti mestu, in se zaklel, da jo bo našel, pa če tudi bo moral obhoditi vso deželo in nato celi svet. Kmalu za prvo vasjo je naletel na cigane, ki so zajemali prah s poti in ga presejali v posode, ki so jih tovorili na svojih majavih vozovih. Opravilo se mu je zdelo nadvse čudno in nekoristno, zato jih je nagovoril. Pred 3 dnevi se je že navsezgodaj peljala tod mimo zlata kraljeva kočija z velikim spremstvom, ki je bilo prav tako pozlačeno, mu je pojasnil stari cigan. Premnoga kolesa so se obrusila ob kamen in zlati prah, ki je za njimi ostal v pesku, nam pomeni pravo bogastvo. Že doslej smo ga zbrali toliko, da si lahko kupimo nove vozove. Če bomo pa z delom še nadaljevali, si bomo zagotovo lahko kupili hiše in se nam ne bo več treba klatiti po svetu. Kalman je prosil cigane, ali jim lahko pomaga presejati prah. Zaupal jim je, da je prav tisto jutro, ko so mimo drvele kraljeve kočije, izginila Ilonka. Zato je upravičeno upal, da ga bo zlata sled morda pripeljala do nje. Cigani so kajpada radi sprejeli delavca, ki je bil tako zagnan, da je delal tudi namesto njih. Ob kruhu in vodi je 7 dni in noči sejal cestni prah in nasejal toliko zlata, da bi lahko mirno in bogato živel vse do konca svojih dni. Zlata sled jih je iz slovenske dežele vodila daleč v Ogrsko
in jih naposled privedla naravnost do Črnograda. Kalman se je ciganom zahvalil za pomoč in jim pustil vso zlato, ki ga je pridelal s svojimi rokami. Stari cigan je slekel svojo pokrpano srajco in klobuk s širokimi krajci ter mu predlagal, naj se preobleče v njegova oblačila. Cigani smo kraljem zmeraj želeli samo dobro, zato smo na dvoru bolje zapisani kot navadni ljudje, mu je pojasnil. Le, če ti bodo res verjeli, da si eden izmed nas, si lahko prepričan, da ti ne bo nihče skrivil lasu na glavi. Pa še kak kruhov krajec ti bodo rade volje odstopili, če boš morda lačen. Ni mu torej preostalo drugega, kot da se je preoblekel in je ciganom pustil svoje oblačila, ki so bila skoraj nova. Nato se je odpravil preko trga in potrkal na zlatom okovana grajska vrata. Glej si ga, glej, se je široko zasmejal stražar. Saj so že tudi cigani zavohali, da se pripravljamo na gostijo, je pomežiknil drugemu stražarju. Potem takem bo torej res že kaj kmalu iz tega, je na široko odprl vrata in je spustil prišleka na grajsko dvorišče. Grad je bil večji in lepši, kot si je Kalman, ki ni bil še nikoli na kraljevem dvoru, zamišljal v sanjah. Taval je vse do poldne, pa ga še ni celega obhodil. Vedel je, da se ne sme kar tako povzpeti v zgornje sobane. Tudi vsakršna preočitna nestrpnost ali nepremišljena beseda bi ga lahko izdala. Zato je raje posedal s hlapci, klepetal s strežaji in čakal, da se mu bo ponudila pravšnja priložnost. Le kdo bi si mislil, da si bo gizdavi črni ogrski kraljevič kdaj izbral za nevesto povsem navadno dekle iz slovenske dežele, so mu pravili nejevoljni. Kaj takega se pač ni še nikdar zgodilo in zagotovo ne pomeni dobrega, so bili zaskrbljeni. Kaj lahko se zgodi, da bodo imeli njuni otroci povsem svetle lase in vsi se nam bodo smejali, so zmajevali. Kalman, ki je bil zdaj že skorajda povsem prepričan, da je kraljevič res ugrabil Ilonko, je le prikimaval in čakal. Ni mogel verjeti, da bi lahko šlo dekle prostovoljno v Črnograd in ga pustilo samega ob reki. Zato je tuhtal le še o tem, kako bi po noči skrivaj prišel do nje in ji pomagal pobegniti. Tedaj pa so mu sporočili, da je kraljevičeva nevesta izvedela o ciganu, ki se potika po grajskem dvorišču. Zaželela si je, da bi ji pogledal dlan in ji prerokoval o njeni kraljevski usodi. Povlekel si je ciganski klobuk globoko na oči in je vstopil v svileno sobano, kjer so spletične nevesti pomerjale poročno obleko. Ilonka ga je kljub temu takoj prepoznala. Prebledela je in sedla v naslanjač. Cigan se je zazrl v njeno belo dlan in ji izpod klobuka zašepetal. Ne boš vendar zdaj rekla, da si res izbrala tega črnuha za moža in da resnično nameravaš postati ogrska kraljica? Moj ženin pač ni črn, temveč zlat, je vzkliknila nevesta
O tem se lahko tudi sam prepričaš, če le stopiš v sosednjo sobano, kjer mu pomerjajo obleko. Povedli so ga v zlato sobano, kjer je na zlatem prestolu sedel ženin, ki mu je krojač ravno prišival zlate gumbe na zlato poročno obleko. A to še zdaleč ni bilo vse. Kraljevič je imel zlat tudi obraz in še njegove roke so bile zlate. Kalman je ostrmel od začudenja in ni zmogel izustiti niti besede. Kraljevič si je odpel zlate gumbe na zlati srajci in mu pokazal prsi, ki so bile prav tako zlate. Zlat sem in tudi moje srce je torej zlato, se mu je zviška nasmehnil in pokazal svoje zlate zobe. Zato te seveda ne bom kaznoval, ker si brez povabila vstopil v moje kraljestvo. Temveč te bom raje prosil, da ostaneš na poroki in nama boš z nevesto zapričal. Tako navsezadnje ne bo mogel nihče kasneje reči, da nisem tudi njenih prijateljev pogostil na gostiji. Kalman se je zazrl v njegove temne oči, ki se mu niso zdele prav nič zlate, in še zmeraj ni mogel iztisniti niti besede. Siloma so ga odvedli k staremu dvorskemu krojaču, ki mu je moral pomeriti svatovsko obleko. Upal je, da se mu vse to v resnici dogaja le v sanjah in je komaj še zadrževal solze, ki so ga pekle v očeh. Saj si tudi sam sploh ne upam misliti o tej nesreči, ki je tako iznenada doletela naše kraljestvo, je nergal krojač. Naš nori kraljevič se bo poročil z revnim dekletom iz slovenske dežele in le Bog ve, kaj vse še bo potem iz tega. Prepričan sem, da kraljevič v resnici sploh ni zlat, je končno spregovoril Kalman. Se razume, da ni niti malo zlat, mu je šepnil starec na uho. Prav tako črn je kot vsi drugi ljudje v ogrski deželi, mu je pomežiknil. Le da se je premetenec domislil zvijače, s katero se je lahko prikupil nevesti. Stari krojač ga je nato skrivoma popeljal v grajske kleti, v kateri so bile tudi delavnice, kjer so iz železove rude pridobivali čisto zlato. Pojasnil mu je, da se je dal kraljevič v resnici pozlatiti in da mu morajo zdaj vsako noč znova nanesti pozlato na telo. Če bi Ilonka kraljeviča le za trenutek videla brez pozlate, se gotovo ne bi želela več poročiti z njim, je žalostno vzdihnil Kalman. Kraljevič bi si potem moral izbrati domačo nevesto in čast našega kraljestva bi bila rešena, je vzdihnil tudi stari krojač. Mislim, da sem se nečesa domislil, jima je prišepnil zlatar. Če bomo do jutri le lahko dovolj ogreli poročno dvorano, se bo pozlata na njegovem telesu gotovo stalila. Segli so si v roke in so prisegli na skrivnost, ki mi je bila vsem po volji. Tretji dan so na grajskih stolpih zadonele fanfare, ki so vabile svate v poročno dvorano. Sveče, ki so jih prižgali posebej za to priložnost, so razkošno okrašeni prostor kmalu tako ogrele, da so se zbrani naravnost kopali v znoju. A nihče ni zdaj zaradi tega niti potarnal, saj morajo biti gostje na kraljevski poroki še posebej potrpežljivi. Zlati kraljevič in njegova nevesta sta se povzpela po oblazinjenih stopnicah na poročni oder in jim pomahala v pozdrav.
Znova so zapele fanfare in zacingljali so številni zvončki, ki so napovedovali veličastni dogodek. Tedaj pa je kraljevič, ki mu je postalo vse bolj vroče, izvlekel robček in vsa dvorana je v pričakovanju onemela. Kraljevič si je obrisal potno čelo in nato še lica, ob tem pa si je zdrgnil vso pozlato, ki se je bila medtem že stalila. Ilonka se je v grozi zazrla v njegov črni obraz in je skoraj omedlela. Tedaj je priskočil Kalman, ki je bil na tej čudni poroki nehote za pričo, jo dvignil v naročje in jo med začudeno množico odnesel do skrivnega izhoda. Tam sta ju že čakala osedlana vranca in še preden se je osramočeni kraljevič sploh zavedel, kaj se je pravzaprav zgodilo, sta že galopirala po širni ravnici proti domu. Le kako sem lahko bila tako neumna, da sem mu verjela na besedo, je dejala Ilonka, ko sta v rabi končno napojila pregreta konja. V resnici si verjela očem, namesto da bi povprašala srce, je odvrnil njen rešitelj. Še tisto noč je potem Ilonka res povprašala srce in to je izbralo Kalmana. Živela sta srečno ob svoji reki še mnogo let in imela sta mnogo otrok. Nobeden izmed njih sicer ni nikoli pridelal zlata, kruha pa kljub temu niso stradali.